Odlično. Guma šla v cvet. Lepo pa je, poglejte kakšne stene, a? In tudi kele dol proti kanjonu. Če bi teli kurci, ki delajo na turistički zajednici, imeli svojo firmo. Dober dan. Evo, pred mano spet naporen dan. Dobre 3 ure hoje po vročem soncu, kamnu. Ampak razgledi po vse bojo pa spektakularni. Tukaj sva na kanjonu reke Čikole. Imaš tukaj planinske poti, jaz sem enkrat nekaj že prehodil, zdaj midva s Primožem grejo pa ferato. No, tukaj mečkam tablo, da vam pokažem. Ena krožna pot je, ki se naredi 6,5 km in traje dobre 3 urce. Drugače pa sem tle, poglejte, kanjon Čikole iz zraka, ne. Fenomenalno, meni so takele zadeve všeč. Kakor je videti, imajo tlele veliko stvari. Kar dve plezališči, zipline, pohodniške poti, veliko je tega zgleda. Tole je kanjon reke Čikole, ki naj bi tekla spodaj, ampak kakor vidite, je struga presušena. Tudi jaz, ko sem nazadnje tukaj bil, je bila struga presušena. Tamle, lejte, ki je pa zipline, so pa, vidite, ene nazajli so tiste rdeče pa bele neki balončki. To po mojem zato, ker mislim, da 1 leto ali pa 2 let nazaj se je tukaj zrušil en helikopter, mislim, da je bil madžarski, zato ker je v to zajlo se zapel. Tako da mogoče so celo še kaj kakšni ostanki. Midva greva zdaj gor po vrhu, je pot, nazaj prideva pa od spodaj gor. Saj po prebranem se mi zdi, da bo tako. Zdaj smo prišli do tega ziplina, sicer nobenega ni. Vidite, to so dali še dodatno zajlo in so dali te kroge gor. To je po mojem samo zato, ker je tukaj helikopter pol. Me zanima, če so kje kakšni ostanki, drugače pa tole kar grozno zgleda. Tako da midva greva pa naprej, ob kanjonu še naprej. Ta zipline gre tako, se pravi na eno stran, pa na drugo, pa še nazaj, vidite. Vidite tukaj. Tako da takole zgleda ta pot ob kanjonu. V začetku je takole čisto enostavna, potem se pa majčkeno zakomplicira oziroma postane majčkeno težje. Dober piknik plec, ki ni tako vroče, kot zdaj ta trenutek. Tukaj je tabla, kjer vam opisuje, da je tukaj 15 vrst različnih ptic. Evo, mi se bomo zdaj pa že spustili pa dol v kanjon. Vidim, da pot ni ravno zelo uhojena. No, ajde. Je kar sicer trava. No, glih velikih tukaj ne gre, imam občutek. Tukaj izgleda, da je eno plezališče. Za kaj naprej nič ne kaže, zdaj mi tle pa ni čisto jasno kam iti. Jaz sem občutek, da naprej. Ne bom pa trdil, ne vem. Tle imajo ferato, ampak buh ne dej, da bi dali pa tablo za ferato. Zdaj ferata je označena tamle malo višji gor, ampak za gor ni nobene poti. Tle tudi je ena pot, ampak ni nič. Tako da, lejte, jaz imam čedalje bolj občutek, da v turizmu delajo tisti, ki druge šihta ne dobijo, pol grejo pa nekaj tacga gledati, tako da čakaj, snemam. Tlele boš malo odrezal, Nejc. V
občutek imam, da v turizmu delajo tisti, ki jih druge ne dobijo šihta ali jim pa zrihtajo prekves in pol tudi takih stvari ne znajo urediti. Je delal neke načrte za Ferato, ampak tlele pa še ni bil na telemle mes, sigurno ni bil. Čez tako le plezati pa nevarno kakšno kačo primeš. Evo, iščemo. Če bi teli kurci, ki delajo na turistički zajednici, imeli svojo firmo, propadajo v 3 dneh. Oziroma, če bi imeli svojo firmo, bi drugače delali, ki bi jih kaj brigalo. Tako jih pa boli in pol pa. Najbrž so se hvalili, kastu mater, da so naredili Ferato, da so naredili ne vem koga. Pa še pogledati niso šli, vam povem, da nekaj v visokih petah pa zrihtan se sem le ne da prideti. Majko jim voluharsko jebe, mater bi tu tepil. Tu bi prav mlatil bi jih, da bi se zapomnili delati ali ne delati. Zgleda so prišla na pravo pot, ker so tudi markacije in to bo to, ja. Če bi šla dol v dolino, bi saj en del Ferate spustila, oziroma ne vem, kako bi se rešilo. Jaz, ko sem prejšnjič bil, sem šel glih tam pri unih tablah dol v dolino in joj, kakšna je bila tu plezarija po goščavi, tam pa čudno, da me ni kakšna kača dobila, ker je bilo idealno za kače, no, se je tudi tlele idealno za kače. Ampak jaz sem čez goščavo serino, to vam ne morem povedati. Bom pa dal vpis videa, tudi link do tega videa, pa si ga pogledajte. Če bo šel, da je tukaj kdo Ferato plezat, gledajte, tam sem prej posnel, ker sem rekel, da je dober piknik plac in midva so šla dol. Je pa napaka, gledajte, kor je treba, ne vem, verjete že malo prej, kakor tam. In zdaj so takole prišla tukajle, da upam, da komu tole pomaga. Tole je začetek Ferate. Čist enostavno. Vam rekel, na Mangart je bolj zakomplicirano prideti, kakor tukajle. In tudi bolj nevarno, ne. Tukaj zdaj. Zdaj pa naprej, ne. Lepo pa je, poglejte, kakšne stene, a. In tudi kele dol proti kanjonu. Fenomenalno, lejte. Me prav zanima, kje bo pol šla ta Ferata. Kjerkoli bo že šla, bo super. Tu se pa malokrat zgodi, da se pleza dol v dolino. Se tudi. In poglejte, kakšen kanjon je tamle. Škoda, ker se jim mečken reka ne teče. Bi bilo vrhunsko. Še bolj kaj je, pa tudi zdaj je dober. Ja, gremo po tisti potki gor. Noro. Noro, se veselim. Drugače pa vroče, veste, pa je. Se je drugače malo pihla. Pa ne čutim tukaj. Med 33 stopinj je sigurno. Švicam pa kokon. Kokon ali pa še bolj. Skus sem tudi žejen. In 3 litre sem vzel s seboj. Menda bo dost. Ampak kar hiter gre. No, lejte, zdaj le tam, lejte, boste videli, kakšen je tlele kanjon, reka naredila, lejte. To bi bilo ful hudo, če šel tle po kanjonu kako nazaj, a? Morda pa Ferata tle pele, ne vem. Evo, Primož, moj sopotnik, je že tamle naprej, če ga vidite. Mislim, mene tole noro všeč. Tukaj so pa 2 poti. Ena je tale, vidite, kanjon, noro dober, noro dober. Ta druga je pa, si sploh mislite, ne? Glejte, poglejte, markacija, Rozak moraš dol dati, če ne prideš in greš takole čez. Za take, ki sem jaz, ki smo malo bolj široki, je kar težko priti, veste. Tako da morate biti vitki. Kanjon, evo, in gremo gor.
Evo, zdaj smo pa do reke prišli. Zanimivo zgleda. Še bolj me pa zanima, kam zdaj ta ferata pele. Sem mislil, da je šla nazaj, pa zgleda, da treba iti še naprej gore. Evo, šele zdaj sem videl tole. Sem bolj rekel, gledal, lejte, tlele gre ferata gore. Tako da gremo gore. Tukaj se ferata konča in pot pele markirana gor. Po mojem bomo zdaj prišli do roba kanjona in potem pa po kakšni poti do avta. Tudi gor se pleza, lejte tukaj. Ne? Je kar in še naprej gor je zajla. To se še kar nadaljuje. Tu bova midva naredila krepko čez 7 km, tam 6 pa pol je pisalo nekje. Pa gledam to, da so midva se malo izgubila, ne. Bova naredila po mojem malo čez 7 km. Je pa lepa pokrajina, no. Ampak veste, v teli vročini si človek kar nekako iskreno želi, da bi čim prej do avta prišel. In se preoblekel, sem čist prešvican. Pa pol, da grem domov v senco na teraso nekaj mrzoga spijem. En radler ta črn si bom prvoščil. Sigurno se ga bom, ga pa zaslužim. Tale zadnji del je slabo markiran. Markacije so teli, ki ljudje postavljajo, tako da potem boste videli. Jaz sem zgrešil, sem šel naprej, pa sem videl, da je konc. Še približno 100 metrov do avta. Čist sem dehidriran. Sonce me je malo peko največ, čeprav sem se kar dobro mazal. Trni so me vpraskali, ki jih je bilo cel kup. No, ampak smo uspeli, tako da je veselje. Zdaj pa še na eno razgledno točko dobro. Pol je treba iti pa že v apartma, ker ja, veste, dotle sem imela uro pa pol vožnje. Tako da je nama to kar vzelo cajt vse skupaj. Ampak okej. Bomo vse, kar je bilo v planu, naredili danes. Odlično. Guma šla v cvet za znort, pa nimam rezervne. Ne vem, kako bom to rešil. Nekje med Zadrom in Drnišem smo. Morda se bo pa rešilo vse skup. Tam ste videli, ona gospa nam je posodila kompresorček, da smo napumpali, da smo do semle prišli, 10 km oddaljen mest. In tamle smo postavili v enem lokalu, pa smo ene fante vprašali in sta one dva poklicala vulkanizerja. Tako da tle pa tudi zdaj en drug in ga je poklical, tako da menda pride čez 2 minute. Tole je izgledalo že, da se ne bo rešilo. Evo, guma šla dol. Evo, tole je majster, ki mi je rešil življenje, vulkanizer v Klistanju. Puno vam hvala. Drugi put. Jako ste tu ljubazni, vaši ovi kolegi, što su bili tu, što su vas nazvali. Vi ste već bili kući, pa ste došli, tako da ja sam vam jako zahvalan. Tako da, hvala i vama još jednom. Puno hvala. Kako vam je ime? Nikola. Nikola, drago mi je. Hvala. Evo, vesel sem, da mi je uspelo priti do apartmaja. Saj ste videli, gumo sem presekal oziroma predaril. Ker bi vi vedeli tu, v kakšni vukojebini po domače. Bom zdaj vse povedal, da boste zastopili, pa še nekaj vam bom povedal. Kako so me nategnili eni pokvarjeni Bolgari. Lepo zrihtan človek. Kako me je nategnil. Zanimiva zgodba, to morate poslušati.
Najprej si bom enega radlerčka odprl. Sem si ga menda pa zaslužil, ker je bil danes tako stresen dan, pa danes je ta zadnji dan bil 4 dni planinarjenja in plezanja, jutri pa domov, tako da danes pa paše, tako da ga bom kar odprl. Dober je. To je edini pir, ki ga imam jaz sred. Sicer je tu radler, bo rekel, da ni pir, ampak meni. V glavnem, da vam razložim. Saj ste videli video dotle. V glavnem, midva sva hotela če na eno razgledno točko, tam, ki se na otok Visovac gleda. Jaz sem tu že ne 3krat bil. In tam zadnji kilometer pa pol približno je Makedam in ozka cesta tukaj, da se dva ne morata srečati. Mislim, kje se lahko, ne pa posod. In vidim en avto gre tam proti nama, jaz ustavim kar proti nama in pol stopen človek ven. Mislim gruntal, zdaj kdo ima bližji, ne? Sem se nisem mogel spomniti, ker nazadnje sem bil 5 let nazaj, ne? Ali pa še več. In pride en urejen človek, lepo oblečen, avto, bolgarska registracija, dober avto, veste, res lepo. In takoč angleško govori in lepo razloži, da pros, če grem jaz rikverc, ker tam na uno stran je ful dolg časa. In veste, koliko cajta sem šel jaz v rikverc? 600 metrov sva z sopotnikom ocenila. In potem se mi še lepo zahvalijo in pol midva greva naprej in rečem sopotniku, lej, me pa tudi zanima, če so naj nategnili, me prav zanima, koliko so oni imeli za v rikvercet. In veste, kaj smo pogruntali? Oni so imeli manj kot 50 metrov za v rikvercet. Še ki je naj zagledal, ki je še naprej šel, on tam, ki je naj zagledal, on je mu v rikvercet samo za 30 metrov ali pa 20. In so naj nategnili. In vidite, ki pravite, da obleka ne naredi človeka ali pa, ne vem, da se mora človek lepo obleči, saj jaz se ne oblačim lepo, ne. Vidite, mene je samo 100% verjel, da je tu tako, da je res malo ful, da je to, kar je prišel rejen, lep, so rekel, pa to ni človek, ki bi se zlagal. Čeprav sem že doskrat rekel, merki se v kravatah, te bojo nategnili. Ampak sem pozabil, tako da fino, da me je spomnilo, da bom za drugič vedel. Proklete barabe pokvarjene. No in pol pridejo mi do parkirplaca, jaz ugasnem avto, ključ in mi posvet, da je guma desna prazna. 1,3 atmosfere je samo še bilo. Sem rekel, pizda guma so prebila. In najbrž so prebila, glih, ko sem šel rikverc, pa sem malo bolj tiščev, ko sem hotel, da čim prej pridem, ne. Dobro, tu niso Bolgari krivi. Dobro, če bi oni šli nazaj, se tu najbrž ne bi naredil. Jaz rečem sopotniku, samo gas, probejva pride do ene vasice in ti zgledam, ki pada, ki mi piše, ne, pada na 115, 190, 80. Tako da prišla so že čist prazno gumo po enih 6 minutah, 7, do ene vasice, ki je bilo 15 bajt maksimalno. In tam grem, nekje vidim eno mamco zunaj, povem, rečem, če ima kakšno pumpo za napumpati. In ona prav, manj kompresor, samo jaz tu ne znam porabljati, pa prav pa sem mogel avto pripeljati, ki je elektrika. Sem rekel, ne morem, čez prazna guma. Sem rekel, vsi kompresor se, sem rekel, da imam jaz glih tacga doma podobenega, sicer ga nimam, ampak imeli smo ga včasih, ko sem še pri fotru delal, smo imeli točno tak kompresorček. In rečem, lejte, bomo kompresor priklopili na elektriko, se bo napumpal in po bom jaz lahko tukaj napumpal gumo, da bom do vas prišel, po bomo pa do konca napumpali. In točno tako smo naredili, mislim, gospa prijazna, vsaka čast, lejte, rešila, ona bi lahko rekla, lej, nimam, boli me, k ne. Tako da še so dobri ljudje, ne. No in
To je bilo bliz mesta Klistanje, ali nekako tako se izgovori. In pol ona nama pove, da 7 minut imamo do Klistanja in da se tam naj v centru ustava, poprašava, kje je vulkanizer. In midva res na polno sem tiščal, da sem pa čim prej prišel, dokaj pridem, v center zapeljem, pred eno cirkuco parkiram, vidim tam 2 pijeta kafe, grem do njih, lahko nekaj vprašam, sem rekel, lejte, guma, sem predrl, puščam, je tle kakšen vulkanizer, rekel bom poklical, pa sta oba 2 klicala, menda da sta tu 2 brata in je rekel, ja, kar naj pripelje, bom takoj prišel, čeprav ne delam več. No in polke pripeljem, 2 minute ga čakava, pride majster, zrihta, 10 evrov prav, sem mu dal 20, lej prišel je samo zame, ne, mislim, rešil mi je život, ne pa pošteno ceno povedal, lahko bi kar 50 evrov užgal, ne. No in uštima, no pa sem še rekel, če bi malo kaj za mojo kamero povedal, se ste videli, tik pred temle, ki govorim, ne, da je povedal par stvari, bolj sem jih jaz, no in pol greva. Naprej in zdaj so, hvala Bogu, prišla. Pa kako se je tu rešilo, da sva midva tu rešila, lejte, tudi če ne bi tam sred mesta unih ljudi dubli, da bi ga po telefonu poklicali, bi midva pol do tega človeka prišla. Tako da res sreča večja kot pamet. No, zdaj sem tudi razmišljal, ne, sem rekel, sirota, dobrota je sirota, ne. Jaz sem se unmu uklonil, pa sem šel rikverc, ki je pa baraba, ne, je pa fino se znajdo. Ali če bi ga zdaj dobil, bi ga prefukal, da se mi zdaj tle pripele. Je ti rekel, pička ti materina. In take treba tepsti, veste, ker take budale ne zastopijo nič druga, samo batine. Ker bi na teh bil, bi ga še v glavo brcal, pička mu materna pokvarjena. Ker veste, tak človek je tudi pokvarjen, vse posod, veste, ta Bog ve, koga vse ljudi nategne. Se strinjate z mano? No, in sem prav tu razmišljal, sem rekel, dobrota je sirota, sem rekel, ampak ne, tudi naslednjič, ko se mi bo kaj tacga naredilo, bom tudi jaz nazaj šel. Bom šel, ni problema, bom šel. Ker vseeno verjamem, da je več ljudi dobrih, kakor slabih. Se bom pa merkal telih, v kravatah, lepo zrihtanih, ker, lejte, ja, vtis dober naredi. No, ste videli tegale vulkanizerja, ne? Bolj tak razcapan, ke jaz, ne? Če bi pa nasprot prišel, mu pa ne bi verjel jaz, da je res tako. Temu sem pa, lejte, priznam, takoj sem mu verjel. Čist takoj. Zato, ker je bil lepo zrihtan. Pa kako je lepo angleško govoril, sem rekel, izobražen. Pa tu, ja, sej, mrzdo je izobražen, ne, tudi kakšni odvetniki so izobraženi, ne, pa tako naprej. Bežte v teh, tako da, lejte, tule sem vam mogel povedati. Malo je bil skrajšan dan zaradi tega, ampak se je dobro rešil. Jutri greva domov, mogoče greva še kakšno stvar samo pogledati, tako da se vidimo na kakšnem drugem potovanju. Največje potovanje oziroma najbolj zanimivo potovanje tega leta se približuje. Še 14 dni pa grem. Bosna, Črna gora, Albanija, Grčija, Makedonija, Kosovo, Srbija, vse to bo. Tako da, ne, sej Vietnam pa Kambodža je tudi bilo super, ne. Ampak, sej veste, Balkana se jaz bolj veselim, tako da to boste mogli gledati. Zato tisti, ki še niste naročeni na moj YouTube kanal, naročite se, pa dajte všečkati tale video, kakšen komentar napišete. Dajte, posebej me zanima, kaj si mislite o temle, ki sem zdaj povedal, v tem mojem filozofiranju. Se strinjate z menoj, ne strinjate? Dajte, zanima me, nič. Glejte naprej.